Lep pozdrav vsem skupaj. Informacije intenzivno prihajajo iz vseh koncev Slovenije, stvari se dogajajo takšne, kot v sanjah si nihče od nas ne bi mogel predstavljati. Širijo se svetlobno hitrostjo. Menim pa, da je največ temu zaslužen mariborski računalnik, ki so ga pred nekaj meseci, 5-6 meseci v Mariboru postavili z vso kvantno tehnologijo in je 6. po moči v svetu. Zato ta računalnik nam predstavlja veliko težavo, ker oblast skozi ta računalnik v par sekundah lahko obvesti vse in vsakogar pod svojo pristojnostjo. Toliko, da boste vedeli, od kje to prihaja in kako lahko to urejujejo. Mi, navadni zavljani in državljani, se pa trudimo poslati mail, ki pride čez 2 dni. Okay? Zaradi tega, ker nam motijo komunikacijo in zato tudi vsi, jaz gledam tukaj, ko sem poslal 5000 ljudem vabilo, toliko nas je v društvu, je dobilo mail 1851, pred 1 uro je bilo 1500, se pravi 1 uri 300 mailov, kar bi moglo prideti že po 1 uri, bi moglo prideti vsakmu dostavljeno. Tako da zaradi predsedstva Slovenije Evropski uniji so zadeve tudi zelo motene. Skratka, da nadaljujemo naš program, imamo danes 3 točke. Ponovim za vse tiste, ki nas spremljajo po Facebooku, zaradi tega, ker na Zoomu imate ta program. In te 3 točke so, najprej nam bo Ivilijana povedala iz naše čudovite članske izkaznice, se pravi, ja, iz 9. člena, in sicer 5., 6. in 7. alinejo, kaj to je, bo povedala sama. Potem bomo imeli gostjo, in sicer bo Saša Bohinc nam predstavila svoj pogled pravnega obvestila, ki je vezano na trenutne razmere v Sloveniji. Zatem bom pa jaz predstavil naše novo QR potrdilo. Toliko za uvod. Evo, mojih 5 minut se je steklo, tako da zdaj, draga Ivilijana, povabim te, da 4., 5., 6. alinejo 10. člena, ki govori skrb za ozaveščanje ljudi, za širitev strpnosti in tolerantnosti do drugih kultur in narodov, to je naša 4. alineja v 10. členu, podpira in skrbi za kulturo in osebnostno rast članov in vseh, ki želijo sodelovati v društvu. In še zadnja alineja, skozi različne prireditve izobraževalnega in kulturnega značaja društvo opozarja na pomen kulture in znanja pri zadovoljovanju potreb prebivalcev. Pomeni, povsod je nekje skrb in ozaveščanje rdeča nit. In prosim, Ivilijana, če nam lahko v par besedah morda to tudi poveš, kakšen je tvoj pogled kot ustanoviteljice društva na to zadevo. Ja, prav lepo zdrav vsem članom društva Beliš za srečno življenje in tudi vsem ostalim, ki nas gledate, vsem dobronamernim ljudem, ki želite srečno, zdravo, mirno življenje tukaj zdaj. Jaz se zahvaljujem Mihaelu, ker je resnično vsak teden vse pripravi, da lahko nemoteno širimo to znanje, vse te informacije predajamo, da vam jih predajamo, zato, da boste seznanjeni z vsemi novostmi, ki se tudi v našem društvu dogajajo, z vsemi potrebnimi informacijami, da boste lahko v vsakodnevnem življenju čim bolj mirno, srečno in radostno živeli, ker sami dobro veste, stres odpira vrata številnim boleznim in tudi nam poslabšuje naš imunski sistem. Namen vseh teh sprememb in odlokov v naši vladi je sigurno na en način to, da smo čim bolj nevedni, čim bolj pokorni odlokom, da smo prestrašeni in da delamo tisto, kar oni želijo, kar ni v skladu z naravnimi zakoni, ni nobene logike, kar se tiče matematične logike in tudi ne pelje v naše izboljšanje zdravja.
Iz dneva v dan dobivamo številne informacije o negativnih posledicah ljudi, ki so cepljeni. Kot sem že povedala, mene osebno vedno to prizadene. Vsaka vest, da je nekdo umrl po nekaj dnevih ali po 14 dnevih ali po enem mesecu zaradi cepljenja, čeprav ga prikrivajo. Zelo se trudimo v Društvu za srečno življenje Belis, da bi vam olajšali vse te odloke v smislu, da ne bi podlegli temu strahu. Ravno kar 10 minut nazaj mi je poklicala ena gospa iz Maribora. Namreč njena kolegica je dobila odlok, obvestilo, da ne bo mogla v svojo večstanovanjsko hišo priti brez PCR-a in da se je šla hitro cepati. Hudo. Res je, se strinjam z vsemi člani, ki ste tukaj z nami. To je že absolutno veliko poseganje v našo svobodno voljo, v našo svobodo gibanja, v našo izbiro. Svobodno voljo. Dokler nam ne bodo 100% dokazali, da njihov PCR test ne more nikomor škodovati, da je popolnoma 100% zdrav, da izboljšuje naše zdravje, imamo pravico reči ne. Imamo pravico zaščititi svoje telo, svoje zdravje. Tudi ustava nam to pravico dovoljuje. Nedotakljivost, svobodo gibanja in svoboda do dela. Imamo svobodno voljo. Vsi ti pritiski v tem zadnjem tednu so samo zaradi tega, ker imajo rok. Rok, ki se jim izteka. Oni dobro vejo, da so v Franciji 26. avgusta na sodišču dobili prepoved cepljenja v Franciji. In zato zelo hitijo s poostrenimi ukrepi, da nas strašijo. Prosimo vas, ne nasedajte tem odlokom trenutno. Bomo pač živeli pred bloki, če ne bomo mogli v svoje lastne stanovanje jeti. Bomo taborili na travi. Šli bomo na klopce spat. Jaz osebno se ne bom pokorila njihovim strašilnim metodam. Res ne. In predlagam, da tudi se vi ne cepite za to, da boste lahko prišli v svoj lastni dom, ki je nekje v 3., 5., 6. nadstropju večstanovanjske hiše. Kar se tiče službe, vzemite si dopust, če nimate druge možnosti. Oziroma, pojdite na bolniško zaradi velikega stresa, ker vsak človek potrebuje službo in varnost. Vse to, kar mi delamo v Društvu za srečno življenje Belis, gre resnično velika zahvala Mihaelu, ker noč in dan se trudi, da nam olajša pot, da lahko živimo na tej zemlji kljub vsem tem odlokom v skladu z naravnimi zakoni, v skladu z matematično logiko in tudi ne nazadnje na podlagi ugovora vesti. Ugovor vesti o cepljenju, toliko že mrtvih v Sloveniji zaradi cepljenja, da je to samo en dokaz več, da oni ne skrbijo za naše življenje in za naše zdravje. Celo prikrivajo nam resnico. 2 dni nazaj se je tukaj oglasila medicinska sestra
jokala je. Srce jo boli, ker ve, kaj se dogaja. Izza zdravstvenih zidov. Kako mladi umirajo, ki se cepijo. In vendar ne smejo javno to govoriti, ker je prepovedano. Vendar resnica je resnica. In zaradi te resnice smo danes tukaj. Nameni cilji društva, ki so bili napisani leta 2002, so zelo široki in zavzemajo kompletno naše življenje, naš odnos do sebe, naš odnos do bližnjih, naš odnos do narave, naša pravica do izobraževanja, naša pravica do bivanja v miru, pravica do svobodnega odločanja, strpnost do vseh drugače mislečih ljudi, spoštovanje vseh ljudi, kulturno izobraževanje, ozaveščanje. In vendar trenutno smo v taki situaciji, da je naš fokus na omiljanju vseh teh odlokov. Ko bo to za nami, bo Društvo za srečno življenje lahko sledilo popolnoma vsem ciljem in namenom našega društva. Trenutno pa vam na srce polagam, zdržite te pritiske. Ne počepnite, ne cepite se, zaradi tega, da boste lahko prišli v lastni dom, da boste lahko šli v službo, da boste lahko tankali, da boste lahko kupovali v večjih trgovinah. Vaše zdravje je bistveno več vredno, kot to, kar boste začasno mogoče izgubili oziroma se odpovedali. Vaše zdravje je vaše zdravje in 100% ste odgovorni za svoje zdravje. Nihče ne prevzema odgovornosti za vaše zdravje. Niti ne cepilci, niti ne vlada. Nihče. Vsa odgovornost je 100% v vaših rokah. In zato vam polagam na srce danes. Zdržite. Ker kmalu bo konec vsega tega. Zelo kmalu. Ker resnica vedno na koncu zmaga. In tudi tokrat zmaguje. In vse to vam bi danes rada predala z vso ljubeznijo in spoštovanjem do vseh vas in do vseh tistih, ki niti še niso člani društva oziroma ki so dobronamerni in delajo na katerem koli drugem področju. Zdržali smo do danes in zdržali bomo še naprej. In hvala vam, resnično hvala. Draga Eveljana, hvala za vse. Hvala za tvoje sporočilo. In za to spoznanje, ki si rekla, verjamem, da me bolj malo vidiš in sem ti hvaležen, da mi daješ podporo in mi prinašaš hrano, tem, ko delam vse te stvari. Tako da, ja, to so povsem človeške stvari, tako da iskrena hvala, moram se zahvaliti. Pravijo, da žena podpira tri, kako se že reče, tri vogale, a ne, mož pa enega in ženo. Tako da, no, s to mislijo, da ne bomo samo skozi žalost in negativne stvari, bi pa povabil, torej se pravi še eno močno ženo tukaj, ki je naša članica, Saša Bohinc. Saša, pozdravljena. Evo, živijo. Ja, živijo, evo, tukaj ti bo povedala, evo, tlele. Povej našim članom, kdo si, s čim se ukvarjaš, kaj si. Ja, okej. Jaz sem Saša Bohinc, ki mi je že predstavil, prihajam z Kozine, ukvarjam se z aromaterapeutiko, v glavnem sem tudi maser, v glavnem vem nekaj iz tega medicinskega področja, nisem zdaj nek fizioterapeut, ampak dovolj vem, da vem, kaj vam govorim in zakaj se ne cepiti. Danes vam bom to tudi prebrala.
za ta dokument je mene, bom rekla, ne navdihnil, ampak dobesedno brcnil v rit dogodek, ki se mi je zgodil v Kranjski Gori. Jaz sem šla s kolesom po Sloveniji in pač zadeva je nanesla, da bi mogla prenočiti v Kranjski Gori. Jaz sem pač imela idejo, jaz bom šla tam v en penzion zdaj spat. Jaz sem se zmenila, pridem tja in mi ena starejša gospa reče, ja, cepljena pa testirana ste, ne? Sem rekla, ne. Je rekla, ja, pa nič ne bo. Sem rekla in pokažem Belisovo kartico in bere, ne, natančno jo je prebrala. Ne, to nič ne velja, pa je nesla odzad v kuhno, ne, sem rekla, kam mi zdaj to nesete, ne? In rekla, ne, to mi smo zdaj to natančno pogledali, to ne velja. Aha, okej. Sem rekla, ampak vi veste, da ste v prekršku, ne? Ne, odlok je veljaven. Jaz sem bila toliko utrujena po 200 km, da se mi ni dala z njo preklat. Jaz sem šla ven, ker ko sem prihajala v Kranjsko Goro, sem videla en tak črn objekt, sem rekla, nič, vidim streho, dobro, bo par ur prespim, pa grem dalje, ne? In potem po določenih klicih in tem je meni Mihael pomagal, da sem prespala v bistvu pri eni Belisovi članici, Alja, če si mogoče na skrinu, najlepša ti hvala do neba, Alja Bradaškja, res, in mož Matjaž in sin Aljaž, kapo dol, res, hvala, ker ste me sprejeli pod streho, da nisem spala, drugače bi spala, pazi to, pred Mrliško vežico. Ja, ful dobro, ne. Ok, zdaj ta dokument, jaz sem ga pač naglasila direktno na ministra Poklukarja, temu Klukcu je pač treba dati eno brco v rit in sem mu naredila eno pravno obvestilo, ne. Zdaj, vezano na trenutne razmere, jaz bom to prebrala, če ga bo kdo hotel, povejte ali meni ali Mihaelu, pa vam ga bo preposlal, pa lahko vi to predelate po svoje, jaz si ne pridržujem nobenih pravic. Lahko jim poveš, da je direktno e-mail, naj si zapišejo, če bi kdo želel imeti. Lahko meni, ja, bohinc.saska@gmail.com ali pa Mihaelu mail pošljete, pa bo preposlal, no. Se pravi, jaz bom to zdaj šla čez, čisto vsakih členov ne bom brala, ker določene zakone že tako in tako vsi poznate, te glavne, ampak da boste videli konstrukt, kako sem si jaz to zamislila v bistvu za izstop iz tega sistema, no. Se pravi, vezano na trenutne razmere v Republiki Sloveniji in uradni dokument Slovenske starovedske skupnosti, če greste na stran Slovenske starovedske skupnosti, boste najdeli dokument, v katerem je Slovenija z določeno šasijo, ki se reče lej koda, se pravi, in ISO številko v bistvu prijavljena pod Sao Tome in Principe. Ja, mi smo korporacija. Oziroma, mi smo storitvena korporacija Republika Slovenija in inkorporacija Republika Slovenija, kad jo že v Bubi to zastopil, ne? Dobro. Se pravi, izjavljam, da, to je zdaj zelo pomembno in jaz mislim, da to bo treba začeti realno izvajati. Ne dovolim izvajati nobenih medicinskih in drugih posegov na svojem telesu v nobenem času, v nobenem prostoru in pod nobenim pogojem. Sem neodvisno, enkratno, neponovljivo in unikatno bitje s pravico do neomejene svobode. Sem se rodila kot svoboden in živ človek na zemlji tukaj in zdaj, kar izkazujem z rojstnim listom. To je tisto, kar smo imeli, ko je še Mateja bila, ne, s pariškim in dunajskim. Pridržujem vse pravice do storitvene korporacije Republike Slovenije in korporacije Republike Slovenije, kar pomeni, da, to sem prepisala iz enega CD-ja, ki se mi je ful dobro zdel, da je izposoja, uporaba ali kopiranje mojih zapisov ali delov telesa, njihova reprodukcija, kot tudi ekonomsko okoriščanje z mojimi zapisi in menoj kot živim človekom brez mojega dovoljenja prepovedano in šteje za kaznivo dejanje. Izstopam iz sistema za članstvo najemništvo, ki v bistvu oni mene najemajo, ne, za katerega nisem imela možnosti soodločanja in v njem ne želim sodelovati. Podpis za dvopiče, Saša dvopiče Bohinc, ne. Ok, zdaj pa pride obrazložitev na 15 straneh, ne. Bogi minister, ki bo to bral. Vezano na krovni dokument, jaz sem šla od Haškega sodišča do naših uredb, tako da si boste znali predstavljati. Vezano na krovni dokument Mednarodnega kriminalnega sodišča, International Criminal Court oziroma Haško sodišče za zločine proti človeštvu, Rimski statut, če ga ne poznate, si ga poglejte, ki v svojih točkah obravnava različna kriminalna dejanja zoper človeštvo, v svojem drugem sklopu obravnava dejanja genocida, kriminala proti človeštvu, vojne zločine ter agresije kot kriminalnega dejanja. Vsa 4 dejanja se trenutno izvajajo na državljani storitvene korporacije Republike Slovenije kot polnopravne članice Evropske unije.
kako ironično. Dolžnosti storitvene korporacije, pa ne bom zdaj skozi to brala, je spoštovanje zakonodaje Evropske unije ter predpisanih konvencij in mednarodnih pogodb, kamor spadajo naslednji predpisi. Zdaj pa gremo. Uradni list Evropske unije, to, kar je že Mihael v začetku govoril, se pravi uredba 2021/953, ki pove, da posedovanje potrdil iz odstavka 1 ni predpogoj za uveljavljanje svobode do prostega gibanja. Pika. Ista uredba v odstavku 7 določa, da izdaja potrdil na podlagi odstavka 1 tega člena ne sme povzročiti diskriminacije na podlagi posedovanja posamezne kategorije potrdila člena 5, 6 ali 7. Diskriminacija urejajo zakon o varstvu pred diskriminacijo, če ga še ne poznate, predlagam, da si ga pogledate. Potem imamo drugo točko, resolucija Sveta Evrope številka 2361, to že poznamo, ne? Resolucija odstavku 7.3 in točki 7.3.1 določa, da je treba zagotoviti informiranost o cepljenju med prebivalci s tem, da cepljenje ni obvezno in da nihče ni politično, socialno ali kakorkoli drugače pod pritiskom prisiljen, da se mora cepiti, če tega ne želi storiti sam. Ne? Mislim, imaš ti svobodno voljo, lahko se greš cepati, ne? Ampak ne smete pa nobeden zdaj, če se nočeš, ne. Dalje v točki 7.3.2 določa, da je potrebno zagotoviti, da nihče ni diskriminiran, glih to nam počnejo, ne, če se ne cepi ali zaradi možnih zdravstvenih omejitev ali ker se ne želi cepiti, ne. Točka 7.3.4 potem določa, da je potrebno zagotoviti transparentne informacije glede varnosti cepiv in možnih stranskih učinkov. Lažejo, ne vem, ko žolne. Boste pol slišali. 7.3.6 določa, da je potreben dialog z nevladnimi organizacijami in drugimi lokalnimi telesi, se pravi ljudmi, uporabniki, ne. Nas enostavno pohodijo, ne. Kdorkoli se dvigne, pa začivka dol, ne. Ja, naprimer, Nada Hit je bil tak primer, ne. Potem imamo naprej, Konvencija za zaščito človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja, kar zadeva biomedicino. To marsikaj še ne ve. Konvencija navaja prepoved diskriminacije, spoštovanje dostojanstva človeka ter njegove identitete ter popolno svobodo odločanja v povezavi z uporabo biomedicine. Se pravi, vi morate biti seznanjeni, ko vam vzamejo bris, ko vas cepijo, na teh palčkah ostane vaš biomaterial, vaš DNK. Vi imate pravico vedeti, kam to gre, kdo to uporablja, kako to uporablja. To niso, mislim, gre za bioinženiring, na podlagi tega delajo. Jaz sem zasledila na vladnih straneh, da so sprejeli neko uredbo, ali če ni uredba, nisem čisto dober, za artificial intelligence, to je v bistvu za robotiko, ne. Tako da naše gene lepo v robotke dajejo. Intervencija, cepljenje, PCR-HAK testiranje lahko izvedena samo, kadar oseba, ki je intervencija namenjena, izrazi svobodno odločitev in privolitev nanjo. To pomeni, da mora osebi biti razložen postopek in namen intervencije ter tudi posledice in potencialna nevarnost za zdravje ali življenje. O teh postopkih nevarnostnih za zdravje, mikrobioloških testih, PCR palčk, nihče ne daje informacije in je to vse razloženo samo z nekimi uredbami, da se to mora izvajati, ker sicer bojo sankcije, ki so itak protizakonite in protiustavne, ne. Tako da cepiva, PCR, HAK, maske niso v neizpodbitno prid ljudi, ne, če niso ustrezno testirana, če nimajo transparentno, bom rekla, objavljenih sestavin, opravljenih varnostnih študij, testov, niso potrjena za uporabo, ker vem, da prihajajo neka kitajska roba, ki je po mojem že 5-krat pretekel rok trajanja, vprašanje v kakšnih pogojih so sploh proizvedena, tako da tle, dokler nam ne dajo na vpogled kompletne dokumentacije, ki imamo mi pravico videti, se pač morate zavrniti testiranje, ne. Potem imamo Helsinško deklaracijo o etičnih principih medicinskega raziskovanja, ki vključuje človeške subjekte, ne. Tle gre v bistvu za etične standarde, ki zagotavljajo spoštovanje do vseh ljudi in varujejo njihovo zdravje in pravice, kar zadeva samo zdravniško obravnavo, se pravi pristop zdravnika, metode diagnostike, procedure in terapevtike. Se pravi, naloga zdravnika je, da je varovanje življenja, zdravja, dostojanstva, integritete, pravice do preiskovančevega samoodločanja, njegove zasebnosti, sploh kar se tiče osebnih podatkov. S temi aplikacijami, kaj so že zvem ali kaj so že, to je katastrofa, ne, tle kršijo na veliko. Potem, ne vem, če poznate, Tokijska deklaracija,
Vodilo, to je v bistvu vodilo zdravnikom, kar zadeva mučenje in druge oblike nasilja, nečloveškega ravnanja, kot je poniževanje v povezavi z zadrževanjem in ukrenitvijo zaporom. Zdravnik ne sme prisustvovati ali izvajati nobenih oblik mučenja ali dejanj nasilja, nehumanega ali poniževalnega početja. Prav tako ne sme dajati nobenih prostorov, instrumentov, substanc ali znanja v namen mučenja, poniževanja, krutih dejanj, nehumanega in poniževalnega početja, da bi žrtev prisilil v določeno intervencijo. Kaj nam delajo? Točno to. Sam malo lep zapakirajo celofan, ne. Ok, zdravniki v času epidemije zavračajo svoje paciente, jih silijo v testiranja brez osnove, v cepljenja brez osnove in kršijo zakon o varovanju osebnih podatkov, kjer se noben podatek, s katerim se oseba ne strinja, ne sme posredovati tretji osebi brez privoljenja. Tretja oseba je NIJZ, ne. Ok, zdravstveno osebje muči ljudi, ki pridejo po nujno pomoč na urgenco, ko jim je slabo, natikajo masko in zavestno onemogočajo dostop do zraka, ko ga potrebujejo, ne. To se je recimo meni zgodilo, jaz sem padla v bistvu nezavest, sem prišla na urgenco, so mi prva stvar nataknili masko gor, ne. Pa rečeš, da ti je slabo in da si padel po tleh, ne maska. Tako da, ja. Tako. Kaj če vam še povedati? Ja, potem sem jim dala par vprašanj, se pravi, koliko merodajnih in neodvisnih raziskav je bilo narejenih za dokaz obstoja tega virusa, ne? Vkolikor nam prodajate smrtonosni virus, ki je pobil že pol planeta, morate imeti neizpodbiten dokaz za njegov obstoj, ne? Raziskave tipa potrjeno v lastnih laboratorijih ne štejejo, ne? Ker je to itak plačano strani farmacevtskih družb, to je zelo lepo razloženo v knjigi Organizirani kriminal in teh farmacevtskih podjetij od Gečeja. Smrtonosna zdravila in organizirani kriminal. In pa tudi že Judy Mikovic je dobro pisala o teh stvareh. No. Pravna podlaga za vse to je seveda ta famozni Nuremberški zakonik, ne? In po diktatu Ministrstva za zdravje NIJZ-ja, se pravi zdravstveno osebje krši človekove pravice in svoboščine, ker je pač tudi osebje v to prisiljeno, ne? In prisege Ženevske deklaracije Mednarodnega medicinskega etičnega kodeksa. Mislim, tle je toliko stvari, da te narit vrže. Se pravi, Nuremberški kodeks ima 10 točk, ne bom vseh brala, ampak recimo nujno potrebna je prostovoljna privolitev preiskovanca. Ne? Tukaj je že prva kršitev, ker ljudje prostovoljno pristanejo, ker jih z medijsko propagando ilegalno prepričujejo, da je virus strašno nevaren in da brez testa pa cepiva ne bojo preživeli. Da je to medicinsko-medijsko zavajanje, za kar itak nimajo nobene zakonske osnove. Takih cepiv, ki niso registrirana in patentirana so, registrirana niso in se jih ne sme reklamirati. To, kar so delali med kampanjo, ki so bile olimpijske igre, to je za pobitne. Potem poskus mora biti tak, da bo prinesel koristne rezultate v dobro družbe, ki jih ni mogoče pridobiti z drugimi metodami ali sredstvi proučevanja in ki niso naključni in nepotrebni. Ne. Spet kršijo. Za take poskuse, kot je dokazati negativne in pozitivne učinke zdravil, cepiv, se izvajajo raziskave na živalih, se pravi na, bom rekla, mišjih, podganah, ne vem, tistih gvinejskih prašičkih in tako naprej. Ne. Šele ko so izsledki teh raziskav zadost merodajni, se pravi, da oni naredijo toliko in toliko 10 000 teh raziskav, lahko farmacevtska firma zaprosi za odobritev cepiva, to je šlo pa vse mimo. Ne? Mislim, 20 000 preiskovancev, v bistvu testi so bili narejeni na ljudeh. Ja, Sputnik 5 so testirali na okoli 25 000 ljudeh, ne? In je smrtonosen. Se pravi, ja, poskus je treba izvesti tako, da se prepreči vse nepotrebno telesno in duševno trpljenje in poškodbe. Ne? Se pravi, ljudem natikanje mask povzroča duševne bolečine, maske so simbol suženjstva, simbol tišine pred vladarjem in simbol poniževanja. Prisilno cepljenje ljudem povzroča duševne in telesne bolečine, ker je pač itak dokazano, da cepiva škodujejo, za kar že v preteklosti so delali neodvisne študije in so tudi dokazali. Vzročne povezave med cepivi in avtizmom, na primer. To je zelo, mislim, zato so posneli 2 filma, ampak se jih ful težko dobi. Mislim, jaz sem probala ga dobiti od režiserja, ampak noče odgovarjati. 2 filma, naslov je pa Waxed, V-A-X-X-E-D, če ga dobite. V glavnem, potem sem jim dala vprašanje, ali vse postopke po odvzemu brisov vodite po Tajpeški deklaraciji in ta postopek opišete in probite ne opisati same Tajpeške deklaracije, ne? Kako vodite postopke po odvzemu brisov s PCR palčkami, če upoštevamo, da je na palčkah človeška DNK?
kako naj bomo prepričani, oziroma ali mi lahko zagotovite, da pri in po izvajanju laboratorijske diagnostike tega genetskega materiala ne boste prodali naprej. To itak prodajajo, ne? Kakšni so varnostni postopki, ne? Zakaj v laboratorijski diagnostiki uporabljate normativ 35 do 45 ciklov, če je sam CDC priznal, da cikli nad 28 niso zanesljivi? Lažejo, ne? PCR testi niso bili nikoli zasnovani za odkrivanje patogenih organizmov in so 100% napačni pri 35 ciklih, ne? Se pravi, dlje ko več ciklov, ko oni delajo, večja je šansa, da vam zaznajo en delc DNK nekega virusa, ki ste ga vi preboleli 10 let nazaj, pa imate slučajno, ste bili malo prehlajeni, pa imate to celico tle gor v nosu. In oni bi rekli, vi ste pa pozitivni. Lažejo, ne? To je povedal še sam izumitelj Kerry Mullis in tudi Judy Mikovits, da pač teh testov niso nikoli uporabljali za namene, za kar se uporabljajo danes, ne? Ok, se pravi, zaprosila sem tudi za neodvisne študije teh PCR testov, HAK testov, ali je bila opravljena preiskava, neodvisna preiskava vsebine tekočine reagenta, v kamer to palčko namočijo, analizni list reagenta in podobne stvari, ne? Ne vem, če poznate VAERS. VAERS je v bistvu mednarodni portal, kamor ljudje prijavljajo negativne učinke cepiv. Do zdaj je bilo do 3. septembra prijavljenih 14.506 smrti, 58.440 hospitalizacij, ampak to je samo tako, kar je prijavljeno, koliko je še tega, kar ni prijavljeno. skoraj 78.000 urgentnih primerov, 107.000 ljudi je mogli priti v urgentno k zdravniku, skoraj 6.000 primerov anafilakse in pa v bistvu bolečin v trebuhu okrog 8.000. To imajo, vsa cepiva imajo najvišji, bom rekla, največkrat imajo ljudje opisujejo bolečine v trebuhu. To ni v redu, ne? Ok, potem imamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, to verjetno že vsi poznate, zato jih ne bom brala, ne? Se pravi, Republika Slovenija s svojimi telesi oziroma paraziti zavestno krši vse člene te konvencije in pač nimajo nobene utemeljene podlage, da nam to počnejo in kršenje te konvencije pač kaznivo dejanje, ne? Potem imamo Oviedsko konvencijo, ne, ki pač je bila sprejeta, da so se pač države strinjale, ker so pripričane, da je treba spoštovati človeka kot posameznika in kot pripadnika človeške vrste in ker priznavajo pomen zagotavljanja dostojanstva človeškega življenja. Pač mi smo tle na svetu enkrat, mi smo se rodili neodvisni in pač noben nima pravice kasirati za vaš obstoj na tej zemlji. Pika, gotovo, ne? Zato, ker si je ena mona tam gor zmislena, da pač je cela zemlja njegova. Ja. Ustava Republike Slovenije, ne? Republika Slovenija s svojimi telesi krši že samo prvo točko ustave, ne, ki pravi, da je Slovenija demokratična država, ne? Je takole. Vezano na dogajanje okoli COVID epidemije, ne, ni demokratična država, ker ne daje glasu mnenju neodvisnim znanstvenikom ter javnosti glede transparentnosti vsebine cepiv, analiznih listov PCR testov, analiznih testov kirurških mask, ne, tukaj bi bilo tu če govora, ne, in pa transparentnosti vseh upravljenih dokazov in sploh dokazov o obstoju tega virusa, ne. Pa to drugo točko pač kršijo, ne, ker če bi bila Slovenija pravna država, danes tega cirkusa ne bi bilo, ker bi sodišče že zdavni postavila vse na laž, ne. Tako pa, če imaš ti ustavno sodišče, ki na prvi strani ti butne tist PCR reklama v glavo, pol vemo, kje smo, ne. Ja. Ustava Republike Slovenije ima pa ključno prednost pred vsemi državnimi telesi, ki v 3. točki glasi: Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni, neodtujljivi pravici do samoodločanja. Se pravi, v Sloveniji ima obraz ljudstvo, ljudstvo je vaš šef in ne vi šef ljudstvu, ljudstvo vas postavi, ljudstvo vas odstavi, ljudstvo plačuje vas, ne plačujete vi ljudstva, pika. In to bi se ljudje mogli zavedati, ne pa... Ja, ja, Führer. Ne? Ja, tako je. Ja. Ok, se pravi, člen, ja, v bistvu gre še pa za 16. člena, ne, pač, ki določa, da se pa človekove in temeljne svoboščine smejo razveljaviti oziroma omejiti v izrednem ali vojnem stanju, tega pa niso razglasili.
In ta člen ne dopušča nobenega začasnega razveljevanja ali omejevanja pravic določenih v 17. Se pravi, ko gre za nedotakljivo človeškega življenja, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti, dostojanstva, domneva nedolžnosti, načela zakonitosti v kazenskem pravu, za pravna jamstva v kazenskem postopku in pa za 41. člen, ki govori o svobodi vesti. To, kar je že Liljana prepovedala. Vsak človek, državljan Republike Slovenije, ima pravico do povračila škode po 26. členu Ustave Republike Slovenije. Pred zakonom smo vsi enaki, tukaj ni imunitet, ne. Veste, kako se vzame imuniteta? Šusom v glavo, ne. Mislim, dokaj bomo prišli počas. Zakon o nalezljivih boleznih. Imam še te dve zgodbice, bom prebrala, ostalo pa da ne kraten časa. Judy Mikovic je v svoji knjigi Kuga korupcije, tisti, ki ste jo prebrali, boste vedeli, če ne vas pa malo spomnim, razlaga, da bo vsaj 10.000 Američanov vsako leto zbolelo na račun kakšne zoonotske bolezni, to so bolezni, ki jih prenašajo živali, ki jih je preko 60 vrst in to so antraks, ptičja gripa, goveja tuberkuloza, blablabla, in seveda tudi HIV, AIDS, ne, kot največja moderna kuga tega sveta. Ti si kar vzame čas. Ja, se pravi, AIDS prihaja od primatov iz opic, ne. In novinar Edward Hooper je izprašal prek 600 ljudi in prišel do zaključka, da je do preskoka šimpanzov na ljudi prišlo, zakaj? Ker so preizkušali cepiva v belgijskem Kongu med 1957 in 1960. Ne? Kjer je bilo ubitih več kot 500 šimpanzov, da so njihove ledvične celice uporabili za krvni serum za gojitev peroralnega cepiva proti otroški paralizi, ki so ga dali več milijonom Američanom. To še ni vse. Primer ebole. Zahodna Afrika, Gvineja, Liberija, Sierra Leone, 2014. Skupaj, to je bil v bistvu največji izbruh, skupaj evidentiranih skoraj 40.000 primerov. Veste, kaj je to? Vprašanje, ki ga je postavil znanstveni pisec Yoichi Shimatsu, je bilo, kako se je virus ebole, ki izvira iz Srednje Afrike, pojavil 10 let kasneje skoraj 4.000 km stran v Zahodni Afriki, glede na to, da na letališčih, pristaniščih in cestah ni bilo nobenega dokaza o tem. Osumljena je bila cepilna kampanja, ker se okužba ni začela centralizirano, ampak je naenkrat imela več žarišč. Izbruh je sovpadal s 3 ločenimi cepilnimi kampanjami, ki so potekale po Gvineji. To je bilo peroralno cepljenje proti koleri, ki ga je izvajala organizacija, pazi to, Zdravniki brez meja, v okviru Svetovne zdravstvene organizacije in programi za preprečevanje meningitisa in otroške paralize, ki jih financira UNICEF. Ne donirajte UNICEF-u, ne Rdečemu križu, vsi kradejo. To je tudi Judy Mikovic opisala. Njena izjava je tudi, da znanstveniki, navajam, pojma nimajo, kaj se zgodi, ko se v telo hkrati inicira več različnih patogenov. Se strinjam z njo. Ne, zato pač ne moramo sprejemati nekih televizijskih razlag, ki nam rečejo, ja, cepivo je varno. Ne? Ja. Ko to Janša reče, veš, da je res varno. Ne? Kje vlečemo rdečo nit? Ne? Javno je, čeprav je zapovedan medijski molk, da cepiva proti COVID nimajo dovolj znanstvene podlage, nimajo analiz, niso transparentna, nimajo dokazanih pozitivnih, negativnih učinkov, nimajo izvedenih kliničnih in neodvisnih študij, pa vse so kupljene verjetno. In na mreži VAERS podatki temu cepivom niso naklonjeni. Lahko sami preverite. Nikoli ni šlo za vero, zmeraj je šlo samo za zaslužek korporacij, kar Slovenija tudi je, ne? In uveljavljena oblastništva nad ljudmi. Ne? PCT pogoji niso uzakonjeni, pa tudi, če bi bili, veljajo mednarodne pogodbe, ki ščitijo človekovo življenje, dostojanstvo, integriteto in pravico do življenja, gibanja in svobode. Ne? Se pravi, na VAERS-u včeraj povlečen podatek je bil 1.492.463 aktivnih primerov. Težav zaradi cepiv. Ampak to so samo tisti, ki so se sami prijavili. Ne? Ok, in potem sem jim pač dala nekaj podvprašanj, recimo zakaj ne uporabljajo naravnih pristopov, recimo se pravi prehrane, to je opisoval tudi Boštjan Jakše, kronično bolni so biznis, ne, v knjigi, ne vem, aromaterapije, naturopatije in tako naprej, ne, aromaterapije, fitoterapije, ne, in sem jih vprašala, če mogoče to za njih ni dovolj dobičkonosno, ne, ali pa pač se temu izogibajo, ker so jih te znanosti že zdavni prehitele. Ne? Tako, se pravi, pa sem jim dala prilogo enega izčrpanega članka, ki ga je napisal Russell Blaylock, ne? Kaj morate vedeti za privolitev cepljenja. Ne? On pač opisuje vse te zadeve, ta članek si lahko vam ga pošljem, no? Ne bom ga zdaj tukaj diktirala.
Se pravi, tista cepiva, ki so urgentno odobrena, se ne smejo uporabljati množično, sploh pa se jih ne sme reklamirati. Že tukaj so ful prekrško. Pacientove pravice, 4 bom prebrala, ostale si preberite. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravica do preprečevanja, lajšanja trpljenja in pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic. Vse kršijo, ne? Ljudem zdravniki ne omogočajo vstopa v ambulanto, ne smeš brez maske, testa, potrdilo o cepljenju, kar je pogojevanje groba kršitev, ne samo zakona o pacientovih pravicah, ampak tudi drugih zakonov, ki sem jih prej naštela, pa mednarodnih konvencij, ampak oni se pač ne dajo, ne? Se pravi, ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona, ne? Druge to bom spustila, ki so same. V glavnem, potem imate poglavje kazniva dejanja zoper človečnost, ne? Se pravi, kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno uničil neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ne, se kaznuje zaporom najmanj, pazi, 15 let. Ne? Tukaj Janša, gremo. Ja, se pravi, razna hudodelstva in tako naprej, ne. Ja. Ampak, ne, ker so vse države v resnici zasebna podjetja v lasti Vatikana in registrirana v Ameriki, pomeni, da tudi za nas Slovence veljajo ameriški vojaški zakoni, ne. To pa pomeni smrtna kazen streljanjem. To sem napisala, za čisto vse parazite, ki delajo zločine proti človeštvu. Prosti, vi zame niste ljudje. Ok, o odlokih. Vladni odloki so v celoti neskladni, ker pač niso skladni ne z zakoni, ne z ustavo, ne z ničemer in so nični. Poleg tega je Višje sodišče v Kopru 18.3.2021 razsodilo, da oseba ni storila prekrška, ker ni nosila maske. Ravno tako je sodišče v Celju ustavilo postopek zoper tisto dijakinjo, ki so jo dali tok na televizijo, ne? In pa ustavilo postopek zoper osebo, ki ni nosila maske, spet bilo v Kopru, ja. Ok, in sem prišla na zadnjo stran. Zdaj si bo Mihael malo vdahnil, da me mora poslušati. Okay, glede na to, da nam je v dobi te informacijske tehnologije omogočeno raziskovanje in izobraževanje in zato ne rabimo ustanov in potrdilo o šolanju, ker to je čist brez veze, da pridemo do znanj, ki nam služijo, ki služijo nam, ne da služijo sistemu, vam sporočam, da se zaradi preverjenih dejstev glede virusov, cepiv, mask in svetovnega ustroja ne želim cepiti, ali kakorkoli pogojevati obstoja na zemlji, vkolikor mi za to niso na voljo merodajni neodvisni dokazi, na podlagi katerih se od mene to zahteva. Na podlagi razpoložljivih javnih podatkov na omrežju VAERS so cepiva proti COVID-19 nevarna, celo smrtna. V ta namen imam pripravljene tudi zajete podatke po posameznem cepivu iz te mreže, razdeljene na posamezne neželene učinke. Cepiva Pfizer, Moderna in Janssen so nevarna. Za cepivo Sputnik 5 sem v prilogi dala posebej seznam in cepivo ni varno. Vsa cepiva imajo zelo visoke, poročajo zelo velike številke s problemi na srcu, no? Miokarditis in take zadeve. Vsa cepiva so premalo testirana, imajo preveč fatalnih zaključkov, vsako izgubljeno življenje je pač kaznivo dejanje in nikakor tega ne moramo pripisovati kakšni kolateralni škodi, ne. Prav tako ne dovolim nobenega posega v svoje telo, ne s cepivom, ne z masko in ne s testom, okolikor mi ni v celoti dostavljena neodvisna študija o negativnih vplivih na moje telo, saj imam zaradi dejstev, do katerih sem prišla, pomisleke in me skrbi za moje zdravje in za moje telo. Prosim, da mi izdate potrdilo, da sprejmete to izjavo in da potrdite, da se mi ni treba cepiti, testirati in kakorkoli invazivno posegati v moje telo, nošnja maske, zaradi skrbi, zaradi možnih zapletov na mojem zdravju, ki bi nastali zaradi dejanj cepljenja, testiranja in nošnja maske. Oziroma nasprotno, da jim da še eno opcijo, ki si pač dober človek, oziroma nasprotno s tem napišite izjavo, jo lastnoročno podpišete in napišite, da osebno sprejmete vsa tveganja, ki bi se pojavila oziroma nastala zaradi cepljenja, testiranja in nošnje maske, kar mi nadalje služi kot uradni dokument za sprožitev kazenskega pregona, kot je opisano v zgornjih določbah kazenskega zakonika. V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam. Potem pride ena serija dokumentov, ki sem jih preložila, ne, vse resolucije in tako, ne, da bogi revčki ne bojo rabili kopati po internetu, ker nimajo časa, pa bojo si lahko tam prebrali nič mesta, ne. Ko, to bo zdaj naš klukec po klukar dubon. Če ima kdo kaj za dodati, jaz tega, to je še bom rekla v fazi nastajanja, ni še uno tata mata. Če bi kdo še kaj dodal, komod kaj dopišemo noter, če bi kdo izuzel, sem odprta za predloge, v glavnem to gre po klukarju. Zelo dobro. Ja. Sto, ker jih imam dotle gor.
Če bi kdo želel odgovoriti na kakšno vprašanje, dajte preko Zooma kaj vprašati, če ima kdo na to. Meni se je zdelo osvežujoče. Jaz sem ful hitro brala, mogoče niste uspeli tako hitro absorbirati. Ne, bilo super. Tako da lahko vam to pošljem, ni problem, jaz ne pridržujem nobenih pravic glede tega, tako da lahko to povzamete, lahko vzamete pa predelate po svoje, kakorkoli vam bo koristilo. Sam ne tega dokumenta, bom rekla, pošiljati, koliko ga bom jaz poslala, ker vse veste, sistem je navajen obrazcev in ko se bo enkrat naučil, to je spet to, klak. Tako da ne vsak naredi malo po svoje. Ne? Oprostite, vaš mail ste rekli je Saska. Bohinac. Bohinac. Ja, pika Saska. @gmail.com. Hvala. Ja, prosim. Z ali brez? Bohinac, brez j. In brez e? Bohinac. Ja. Očitno sem bila ful izčrpna, ko ni vprašanj. Namreč je, kot je enkrat taka masa podatkov, to se pravi, kot je enkrat taka masa podatkov zajame in ko vidiš, da je vse, kar se zdaj dogaja, v nasprotju s 15 strani pravicami, ki si jih brala, mislim, da tle notam. Pa še bi jih lahko napisala. Obstaja še zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki ga slučajno nisem dala not, pa ga še bom. Tako da tle je še prostora za kakšen material. Verjetno še nisem šla čez vse. Če bi imela kakšnega pravnika, verjetno bi mi še kaj povedal. Torej, jaz sem bral, mislim, da sem pred kratkim teden nazaj ali pa dober teden na svojem Facebook profilu objavil eno povezavo, ki je kazala na link WHO, Svetovne zdravstvene organizacije, na knjigo, kako izvajati pripravo na morebitno epidemijo in pandemijo. Torej, gre za, še vedno se mi samo pripravljamo, a ne? Mi se še vedno pripravljamo, kako bi bilo, če bi bilo ob izbruhu, ob tem se pripravljamo za teste, ob tem se pripravljamo za cepiva in ko pridem tam do ene 5. strani, seveda je to dosti na začetku, ena taka uvodna vrstica, kjer piše v teh pripravah, če bi bilo tako, da je zakonodaja urejena na način, ki bi onemogočala to vrstno pripravo, je treba zakonodajo tako spremeniti in povoziti vse obstoječe zakone, vse človekove pravice v korist javnega zdravja, v korist ustanov, ki to izvajajo, za nemoteno izvedbo priprave na pandemijo. Ne za človeka, ampak za ustanove. Ja, tako. Ob tem bi samo povedal to, da ta preparedness, ki ga imenujejo, ta priprava, ki se dogaja zdaj, jaz ne vem, na kaj se moramo pripravljati, ampak dejansko nismo pripravljeni na nič. Dejansko nas pripravljajo in mislim, da je čas, da to pripravo vzame vsak resno. Jaz jo jemljem zelo resno, že ne vem, 18 mesecev, koliko traja ta zadeva, 17-18 mesecev. Od lanskega marca, od prvega dne, jaz vem, da od 7. marca sem začel pisati in sem povedal, da ne gre za to, zaradi tega, ker sem objavil en učbenik iz leta 72, kjer se pove, kaj je koronavirus, ampak, ker so rekli, da je to nov koronavirus, ne vem, so izumili nek nov koronavirus, ker koronavirusi so modificirani, drugače klasificirani, nov koronavirus ne obstaja, ker ga ne morajo izumiti, ker je že tukaj, je že koronavirus, je že tukaj. In ta besedna igra, te zafrkancije z nami, to poniževanje, jaz osebno imam tega dosti, ker vidim, kaj z ljudmi počnejo naši oblastniki, kako so trenirali zdaj zadnjih 10-20 let, vse preko študijskih programov, preko raznih seminarjev, farmacija je neizmerno velike denarje posredovala medicinskim ustanovam, zdravnikom, podkupovala vlade, da se zdaj ta genocid, ta priprava izvaja. In tisto, kar sem na začetku prebral, kar Kacin, ki sem ga svoj čas kot osvoboditelja cenil, ga zdaj
zdaj bi ga, a veste, kaj bi zdaj naredil? Zdaj bi mu dal šus v glavo, a ne, pol bi pa dokazoval, da je umrl zaradi zastrupite svincev v glavi. To, kar nam počnejo, cepiva so zdrava, cepite se, to je adekvatna slika. Jaz bi tle še nekaj dodala, ne? Zanimivo je, da pač recimo v knjigi Organizirani kriminal in smrtonosna zdravila, ali kakorkoli že ta Gečo opisuje, ne? Kako so te iste korporacije, ki nam zdaj prodajajo ta ful dobra varna mRNA in adenovirusna cepiva, so v preteklosti za prirejanje podatkov o zdravilih plačevala milijardne odškodnine. 3,3 milijarde je plačal Pfizer. Tako da, in zdaj imamo iste akterje v drugi zgodbi. Tako da, sam da veste, ne? Torej, Saška, iskrena hvala. Ja, nikaj. Jaz mislim, da če bo kdo želel, dobi vse skupaj. Pomahali ti bomo tako v zahvalo. Jaz pa nazaj. Iskrena hvala za to, za ta prispevek. In vsak izmed vas, ki je dobrodošel, kadar pride, ima kak prispevek, naj pove, vsak se lahko vključi in nekaj pove. Zdaj pa imam ključno zadevo. Glede na to, da prihaja ta resna priprava, mislim, da je čas, da se tudi mi zbudimo in se tudi mi pripravimo. Ne samo, da je čas, to bi morali narediti in bi je bilo že v planu dalj časa. Jaz vas bom tukaj zdaj priklopil na svoj Google Drive za vse, ki ste na Zoomu. Tukaj, samo da vam pokažem, kako v društvu delamo. Če se bo videl, zdaj ne vem, kam je šel ta Google Drive. Kaj se vidite na zaslonu? Se vidi mogoče tale Google Drive, ali kaj se vidi na zaslonu? Mi lahko nekdo pove? Vidi se Google Drive, se pa so mape. Ja, hvala. Glejte tako, v društvu delamo zdaj trenutno to. Vsi, ki nas poslušate in spremljate iz različnih krajev Slovenije, smo zdaj po poštnih številkah, to je gigantsko delo, naredili datoteke vseh ljudi v krajih, kjer ste. In tisti, ki ste iniciatorji, ki vam je do tega, da bi se povezali, dajte pisati, bom jaz potem naši administrator, ki potem to posredoval, da v tisti kraj pošle seznam oziroma imena in telefon, da se ljudje v kraju povežete med seboj zaradi tega, ker zdaj pa nam nimamo več časa, kar počnejo z nami in z našimi življenji, moramo enkrat reči dovolj. In da greste skupaj v trgovino, da greste skupaj in se skušate ob uri in času povezati za nakupe, za potovanja, za karkoli že in da si stojite ob strani z nasveti, kajti danes, če si sam, si izgubljen. Zato je prav, da se povezujemo zdaj, bi že mogli biti vsi povezani, ampak tekom dogodkov in vse, kar se dogaja, tako hitro s temi odloki je pravzaprav nemogoče normalne stvari, ki smo jih imeli v načrtu, speljati zaradi tega, ker se vsak izmed nas vsako minuto bori in gleda, kako in kje bo, kdo bo ohranil službo, ali bo ohranil stanovanje, bo lahko plačal kredit, bo dovolj zaslužil, skratka, a bo njegov otrok varen v šoli, ukvarjamo se s stvarmi na več nivojih in vsak človek ima v svojem življenjskem obdobju pač svoje probleme. Tako, tukaj imamo potem to seveda za vse, to ni samo za 1000, ampak so potem tudi za vse slovenske kraje. Jaz bom zdaj tole izključil, tako da boste vedeli, sporočite, poslali vam bomo, da se v krajih povežete in to je, mislim, današnje sporočilo, glede na to, kar smo slišali in kar se nam pripravlja. Naslednja stvar, kar je, sem jaz v tem tednu pripravil za vseh 5000 članov. Dajte mi sekundo, bom še to šeral, tako da boste videli, da je res. Za vseh sem pripravil interoperabilno QR potrdilo, ki je potrdilo društva. Meni takole vam bom pokazal, se pravi, tukaj so QR potrdila za vsakega izmed vas pripravljena in tega ni malo. Poglejte, koliko sem jih. Vsako potrdilo je narejeno na ime, priimek z unikatno kodo in z QR kodo. Zdaj treba to po e-mailu distribuirati, kar bomo tekom tedna tudi storili. In ta dokument izgleda po vseh mednarodnih standardih takole. Evo vas vračam nazaj na zaslon, da vam v kamero pokažem. To se pravi, to je dokument, ta, ki ga je Evropska unija predpisala in ki ga uporablja tudi NIJZ. S to razliko, da NIJZ ima tukaj logo, tukaj je pa društven logo.
S to razliko, hvala, neč ploskat, prosim, ker bolijo ušesa, s to razliko, da s to QR kodo, ki je naša koda, izskeniramo in pokažemo, da smo testirani, da smo natestirani in zdravi, pokažemo svojim mobitelom, kjer podatki ostanejo v našem mobitelu, zaradi tega, ker po odloku, ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije z dne 4. augusta 2021, se PCT lahko izvaja, kadar je iz osebe mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v pogled v svoje osebne podatke. Ker ne dovolimo vpogleda v svoje osebne podatke in prenos teh podatkov preko državne skenirane QR kode, če sem jaz pred trgovino, da mi tam poskenira in pošle v NIJZ, da sem jaz hotel v marketu kupiti, ali sem bil na avtosejmu, ali sem hotel v stanovanje stopiti, moji osebni podatki so moji, zato ima društvo svojo, v bistvu, EU Digital Mobile Self-Test Certificate, mobilno EU digitalno potrdilo za samotestiranje, narejeno v skladu z zakonom Evropske unije. Vizuelno enako, tako da zdaj imamo drugo potovalno listino, a ne? In če bojo rekli, da je neveljavna, potem je tudi njihova neveljavna. Zakaj? Zato, ker virusa niso pokazali niti dokazali. To se pravi, mi bomo rekli, da to ni veljavno takrat, ko bodo rekli, da je njihov virus dokazan. Bomo rekli, to pa zdaj damo v stran, ker je virus dokazan. Dokler nimamo pa mi svoje. Toliko o tem. Danes mislim, da smo imeli zelo bogat program. Dragi ljudje, borite se zase. In kar se tiče teh PCT programov, kar se tiče vseh teh PCT programov in vsega tega, zdržte, pokažite. Zdaj smo imeli že ena gospa, se pravi, je ohranila službo, drug gospod je službo ohrano, dva sta šla čez mejo, ki sta tole pokazala, tako da vizuelno zadeva in praktično deluje na podlagi zakonov, ki jih imamo in nihče ne more reči, da to ni veljavno. Je pa neveljavn državni PCT in evropski PCT zaradi tega, ker je na osnovi testiranja in poskušanja in omejuje našo svobodo gibanja, ki je osnovna pravica, ki jo imamo ljudje, da se svobodno gibljemo. Nobeno omejevanje ni dovoljeno. Tako da, najprej, hvala vsem danes za sodelovanje tukaj, hvala vsem vam, ki ste potrpežljivo čakali z nami. Iviljana me cuka za hlače, tle od zadaj. Tukaj 27 ljudi to vidi, kako me cuka. Iviljana, pridi in povej, kar imaš, srce moje. Evo, izvoli. In povej, kdaj boš zaključila. Jaz se bom umaknil ta čas, izvoli. Namreč tukaj med nami je danes naša članica, ki jo prav toplo pozdravljam in jo vabim k sebi. Ana. Zdravo, dva pomahale. No, Ana, boš ti povedala, zakaj sem te povabila danes, da nam nekaj lepega poveš? Ja, zelo sem ponosna, ko ste me povabila. Namreč, ko sem se včlanila, potem čez nekaj časa že vesela sem bila že izkaznice in vsega tega in to spremljam. In potem čez nekaj časa, mislim, da je bilo junija, mogoče v začetku julija, dobim pa še eno pošto in jaz to potem tako veselo odprem in noter knjiga izpekla vraj. Wow, kako sem bila vesela. Ja, hvala lepa. Lahko zaupaš, zakaj si dobila ti to knjigo? Ja, zraven pa se pa da lepo napisano, zakaj ne, ker imam številko 3333. 3333. Sem tako ponosna, že takoj, ko smo odprla z možem. Dajmo pomahati naši 3333 članici. Jaz sem zelo vesela, ker sem imela priliko te spoznati. Je Ana. Ana, ja, iz Brežice. In glejte, ko bomo imeli številko 9999, bomo zelo veseli tudi te številke in bomo tudi tega srečneža posebej obdarili. In Ana, iskrene čestitke. Hvala lepa, hvala tudi vam za tako lepo pozornost. Ja, a ti je bila kakšno sporočilo všeč iz te? Ja, nisem, moram priznati, da je na takem lepem mestu, ampak počasi bo vseeno. Je pa super knjigica, ja. Ja, v redu, najlepša hvala, srečno ti vračam besedo. Izvoli. Hvala lepa, no to je bilo lepo vračilo, sprejemam. Še enkrat, na začetku tega našega srečanja sem povedal, da v Sloveniji se moramo začeti povezovati.
na vseh možnih nivojih. Ob tem pa seveda moramo biti previdni, s kom imamo opravka, ker mediji mažejo z svojimi članki namensko imena učiteljev, ki se izpostavljajo, imena zdravnikov, ki se izpostavljajo, imena nas posameznikov, ki tudi se z določeno mero svoje življenja in svoje osebno integriteto izpostavljamo vsem z glavo na pladnju. Tako da gledajte, najmanj, kar lahko vsak izmed nas naredi, je to, da se zavzame zase, da je pokončan, da se ne pusti pred tistim paznikom ali varnostnikom, ki ima 4 leta osnovne šole ali pa mogoče osnovno šolo končano, oprostite, da tako rečem, iz preprostega razloga, ker klicali so me iz centra varnostne službe, varnostniki, in so povedali, da se morajo cepiti zgroženi. Tudi to so ljudje. Da ne bodo dobili službe, zaradi tega, ker se eni ne mislijo cepiti. Nekateri varnostniki so psihično zlomljeni, spet drugi ne vejo, kako bodo naslednjo uro preživeli tam ob vseh teh napadih ljudi. Zdaj, če se postavimo v nasprotno smer, smo pa mi tisti, ki smo napadeni, oni upravljajo samo svoje delo. In gospa, ki me je klicala, je rekla, navodila smo dobili brez zakonske podlage, brez da bi znali stranki razložiti, zakaj te stvari potekajo, kot potekajo, in ker tega znanja nimamo, izpolnjujemo samo navodila. Skozi ta vrata prihajajo doktorji, bankirji, visoko izobraženi ljudje, politiki in me vprašajo, zakaj to mora imeti. Jaz pa samo kot stroj, se pravi, ja ali ne, imaš ali nimaš, lahko greš ali ne smeš je, ne znam pa razložiti. Ljudje se lomijo, tako da dajte naprej lomiti te ljudi, ki izpolnjujejo nalogo pred vrati, ker so samo ljudje. Zavedajte se, da moramo si izboriti to svobodo, ne smemo dovoliti, da bo vsak pred vhodom nam napovedoval, kaj lahko naredimo in česar ne, zaradi enega papirja, ki pravzaprav ni nič vreden in smo ga sprejeli kot neko vsakdanjo, zato da lahko tankamo, da lahko kupujemo hrano. Zaenkrat toliko. Hvala lepa vsem še enkrat za potrpežljivost. Delajmo skupaj, imejmo se radi in se vidimo naslednji teden. Hvala vsem.